Današnje poročilo Računskega sodišča je dokončen dokaz, zaradi katerega bom takoj sprožil postopke za zamenjavo nadzornega sveta Darsa. Gre za izjemno pomembno podjetje, ki upravlja z velikimi javnimi sredstvi, zato je ključno, da te položaje zasedajo kompetentni ljudje, v delo katerih ne bo dvoma. Kot sem že pred časom napovedal, je bila poravnava v vrednosti 6,1 milijona evrov brez podlage v gradbenih knjigah presedan. Tudi Računsko sodišče je pokazalo, da je to ravnanje bilo nezakonito. Dars je do leta 2006 zavračal spremembe in podražitve v takšni obliki. Potem so sklenili sporazum z izvajalcem, s katerim so pristali na vse in na ta način sami sebe postavili situacijo, ko več niso imeli izbire. Tako je izvajalec dobil proste roke. Cena predora Šentvid se je v času izvajanja dvignila za 200%, iz 41 milijonov evrov na 123 milijonov evrov. Glede izvajanja programa Avtocest v Republiki Sloveniji bomo v sodelovanju z Računskim sodiščem in na podlagi njihovih priporočil poiskali najustreznejšo rešitev za celoten sistem, da se takšne nepravilnosti v bodoče ne bi več dogajale. Avtocestni program je, kot veste, letos pred velikimi izzivi, zato se bomo potrudili, da bomo v kadrovskih procesih ob sodelovanju KAS-a na položaje imenovali najboljše, ki bodo kos tem izzivom. Hvala. Hvala Darsa, sedaj tukaj. Hvala lepa vsem. To je bilo to.